En lep pozdravček sem skupaj. Danes je z nami Mateja Zakrajšek, ena od udeleženk 4-dnevnega seminarja Access Consciousness temelji in ji bom zastavila nekaj vprašanj, kako je bila pravzaprav, kakšna je bila njena izkušnja na temeljih. Živjo, Mateja. Živjo. Kako si? Odlično, kako je lahko še boljše kot to? Jaz bi te prosila, mogoče čisto za začetek, če lahko mogoče se malo predstaviš v parih stavkih, s parimi besedami. Ja, drugače ukvarjam se z računalniki, delam v državni upravi, ukvarjam se tudi s petjem. Z Accessom sem se pa začela ukvarjati približno pred 2 letoma. Drugače sem večna raziskovalka, skozi nekaj raziskujem. Začela sem pa z Accessom zato, ker sem iskala način, kako splavati iz toksičnih odnosov. Kako bi spremenila partnerski odnos, potem tudi kako bi pomagala svojemu sinu, namreč imam avtističnega sina in sem iskala vse mogočne načine, kako bi mu lahko olajšala življenje, da bi tudi šolo lahko normalno izdeloval. No, potem sem malo raziskovala, naletela sem na Access Barse na internetu, celo klepet ob kavi sem pogledala in tam je kar pritegnil. Težava je bila potem, kako skreirati denar. V glavnem, delavnico sem izbrala in potem se je tudi denar skreiral. Tako sem se pol pojavila na Barsih pred 2 letoma. Potem sem rekla, za nekaj časa to bo dovolj. Redno sem delala Barse doma, najprej s sinom. Neparkrat je šel še sin z mano, tako da jih tudi on obvlada. Potem me je pa kar potegnil, tako da sem šla na eno delavnico, na drugo delavnico, tako da imam kar nekaj telesnih procesov narejenih. Potlej sem pa prišla do tebe, tebe sem že dalj časa brala, me je potegnilo čisto k tebi, sem že pri tebi nekaj delavnic naredila in potem sem si zaželela temeljev. In potem si prišla na temelje. Ja, in ko sem jih izbrala, se je denar skreiral. Tako da dogajati se je začel pa že pred temelji, že takoj, ko se prijaviš na delavnico, se je začel že vse dogajati v telesu, v odnosih, res zanimiva izkušnja. In Mateja, kaj se je pa te po temeljih spremenilo? Torej, rekla si že, začel se ti je že pred temelji, mi rečemo dogajati, torej neke stvari si že bila v procesu, nekaj takoj, ko se prijaviš na delavnico, se energijsko pravzaprav priklopiš na to energijo in se ti že začne proces, ampak kaj pa je se zgodilo po temeljih? Kakšno je bilo pa tvoje življenje po temeljih? Kaj se ti je spremenilo po temeljih? Kaj si opazila? To je zelo zanimivo. Jaz še danes pravim, da sem imela življenje pred temelji in zdaj imam življenje po temeljih. Tako da tisto, kar je bilo prej, sploh ne vem, kaj da bi živela v eni drugi resničnosti. To, kar se mi je spremenilo, meni se je spremenilo na vseh področjih, in se še vedno dogaja. Še vedno se dogaja, čeprav sem temelje delala pred dobrim letom, redno hodim na izmenjave, tako da se ves čas dogaja, ker redno uporabljam orodja, ki sem jih tam dobila. Dnevno, skozi sem v vprašanju, drugače pa tako, najbolj se je spremenilo na odnosih, to je prvo bilo. Tudi, ko sem domov prišla, ne vem, moja 2 doma sta bila čisto drugačna. Čisto drugačna, kot da bi bila ona 2 na delavnici. Zanimivo je to, da spreminjaš sebe in spreminja se cela okolica okrog tebe. Tako da lahko rečem, da se spreminja cel svet. To mi je bilo fenomenalno. Tako da življenje mi je postalo bolj lahkotno, vse sem lažje začela izbirati. Manj sem se ukvarjala s skrbmi, kot mi rečemo, manj sem bila v stresu, manj me je skrbelo, kaj bo prenesel jutrišnji dan. Bolj sem postala tako v dopuščanju, najprej sebe, prvo kot sebe in vsega, kar se okrog mene dogaja. In tudi, ko sem opazila, recimo, zakaj so se mi odnosi spremenili, ker sem postala v dopuščanju partnerja, tazga kot je, otroka tazga kot je, in ker sem obema dopustila, da sta taka kot sta, da sta super, sta se sama začela spreminjati. Vse komunikacija je bolj stekla. Neverjetno, izjemno je, moram reči čarobno, noro.
Super. In veš kaj, mene pa zanima, kako si se pa ti pravzaprav odločila za temelj, oziroma kako si izbrala temelj, ti je to kdo priporočil, ali si zgolj tako vedela, nekje v sebi si vedela, da je tam nekaj za tebe, da je na tem seminarju nekaj za tebe? Ja, itak to vsi prepovedujejo, kako je fajn, in ko vidiš razpis delavnice, jaz se vedno vprašam, kaj mi bo življenje prineslo v roku 5 let, če to izberem, oziroma kaj mi ne bo prineslo, če tega ne izberem. In sledim energiji, tam, ki mi je lahkotno, tle mi je bilo res noro ekspanzivno, res sem zaznala, da se mi bo čisto vse spremenilo in to moram jeti, in zato sem šla. Super, super. In kako je bila pa tvoja sama izkušnja na temeljih, torej te 4 dni, ki si jih preživela z mano, kakšna je bila tvoja izkušnja? Malo mogoče povej, kaj se je tebi takrat dogajalo? Kako je bilo to lahkotno, naporno, težko, neudobno? Kaj se je dogajalo? Ja, čisto vse, kar si rekla. Od lahkotnega do neugodnega, do tega, da smo entitete čistile. Po noči se je tudi dogajalo doma, recimo mi je bilo slabo, vrtelo se mi je, res nora izkušnja je bilo. Nisem pričakovala, da bo vse to privrelo na dan. Tudi fajn mi je bilo to, ker sem imela individualne temelje. To je taka prednost, ker pa itak sem človek brez zadržkov, brez predsodkov, povem vse. Tako da smo res lahko ščistile, čist tam v podzavest, ker si človek sploh ne bi mislil, da to imaš. Enostavno, recimo na telesu so se mi začele dogajati spremembe, ampak zanimivo, da šele čez 1,5 leta so potem zdravstvene težave čist zginile. Kakšne zadeve so pa čez noč so se popravile, tako da meni je bilo čarobno, to bi res vsem priporočala, to izkušnjo. Če želijo spremembo, če niso zadovoljni z življenjem taki, kot je, ali da bi radi kaj skreirali, ali da se ne premaknejo z točke, v kateri se trenutno nahajajo, ali da se jim stvari stalno ponavljajo in da ne morejo zlesti ven, jim to res priporočam, ker tukaj imaš možnost, da razbijaš vse temelje, vsa prepričanja, poglede, vzorce, ki jih skopiraš od staršev, od prednikov, od znancev, od kogarkoli. Pravzaprav od celotne te resničnosti vidiš, kaj je mogoče onkraj te resničnosti. In sam slediti je treba pač svoji energiji, lahkotnosti, predvsem pa sebi. In tudi na teh temeljih se mi zdi, da sem našla sebe, kaj dejansko jaz sem. Kaj jaz sem, ker se mi zdi, da do zdaj sem živela življenje, ne vem koga, mame, očeta, drugih in živela tako, kot so pričakovali drugi od mene, kako naj se obnašam, kaj naj počnem, kaj je narobe z mano, in žal je tako, ko mi to vse skopiramo, potem začnemo to verjeti, da smo napačni in pač tudi tako živimo potem, in smo ves čas nezadovoljni, tako pa ne gre, in tako si težave skreiramo, ali v odnosih, v poslu, z denarjem, bolezni si nakopljamo in tako. Torej praviš, da ti 4 dnevi lahko spremenijo vse to? Vse. V 4 dnevi. Men so. Nekaj tako, mislim, jaz se tako včasih zaznam, a veš tisko, ljudje reče, pa koliko v 4 dnevih, pač koliko se lahko toliko spremeni, in tudi mogoče jaz, preden sem se z Accessom začela ukvarjati, bi rekla, pač v 4 dnevih, ampak zdaj, ko vidim, dobesedno, mislim, ljudem se obrazi spreminjajo že na sami delavnici, ko dejansko pobrišemo neke stvari, vržemo nekaj energijo iz obstoja, prav, mislim, dejansko čarobno, ni tako v kratkem času lahko do tega pride, če si to nekdo izbere. In še eno vprašanje, mogoče za konec, Mateja, kako bi ti z eno besedo opisala to svojo izkušnjo na temeljih? Oziroma, z eno besedo. Čarobno. Okay. Čarobno. Onkraj nemogočega. Evo, tako. Wow. Okay. Super. Najlepša hvala, da si delila z nami to svojo izkušnjo in na ta način bo
na podlagi tega bo mogoče to, a veš, tudi kdo drug izbral to, a ne, in dejansko res pač do spremembe lahko pride tako v takem kratkem času. Tako da res ti ful hvala. Ni nam treba več trpeti, ampak lahko začnemo živeti drugo življenje. In to je tako, kar čez noč, a ne. Tako, ja. Tudi tebi najlepša hvala res za izjemne temelje. Vse, kar počneš, si res velik doprinos vsem nam in celemu svetu. Res, jaz sem ti neizmerno hvaležna tebi, pa vesolju, da sem te spoznala in da lahko še naprej plujem s tabo, no, tako, in da uporabljam orodja, ki so res super, no, tako da meni so življenje v celoti spremenila, pa tudi tako dnevno jih uporabljam, ne, in to recimo ni dovolj, da samo temelje narediš, potem pa konec. Je pa fajn to, ne, ker če 4 dni hodiš redno, enostavno te kar prisili, da začneš ta orodja uporabljati. Enostavno postaneš ta energija in tudi jaz vidim dnevno, ne, ko ne vem, v kakšni situaciji, kaj narediti, pa saj imam vprašanja, pa saj imam orodja, ne, in vse skreiram, no. Super. In tu mi je tudi všeč, eno besedo si rekla, oziroma si rekla, treba je orodja uporabljati. To jaz mislim, da je tudi zelo potrebno, kako bi rekla, izpostaviti, ker ljudje kar mislijo tako, spet, sej, mislim, res so čarobni temelji, res dejansko spremembe tam dobiš toliko, da v končni fazi, tudi če orodje ne bi uporabljal, si drugačen, si spremenjen, ampak če želiš še več, dejansko pa treba orodja uporabljati, ne, in tudi na dnevni ravni. Ja, seveda, ni čudežnih tabletk, ne, da ti greš, odpravljaj težave, tudi mišico, ne, če hočeš imeti natrenirano, je treba trenirati, ne. Tako, da postane krepka, To je pa tudi to, mišico je treba trenirati, ne, če hočeš drugačno življenje. Tako, dejansko se nekako drugačen način življenja, ne, začneš na drugačen način funkcionirati po temeljih s temi orodji. Tako. V redu. Najlepša hvala, Mateja, še enkrat za to, da si delila, da izbiraš to za sebe, za to, da izbiraš za to za svet. Recimo, tudi pač se veš, vsakeč, ko ti izbereš nekaj novega, nekaj več, odpreš prostore, kjer lahko nekdo drug tudi izbere potem to, a ne? Neke prostore, ki prej niso obstajali, in tudi jaz se tebi ful zahvaljujem, da to si v svetu in to pač počneš. Ja, tako da najlepša hvala še enkrat in en lep pozdravček. Ja. Čau.